Lepo pozdravljeni, drage gledalke, dragi gledalci in dobrodošli v oddaji Čajanka za dušo, kjer bova z našo gostjo Aleksandro Winkler-Drole danes govorili o čustvih in o tem, kako vplivajo na naše življenje in tudi na naše počutje. Aleksandra, čustva v našem življenju igrajo zelo pomembno vlogo. Zelo pomembno vlogo. So tudi, bom rekla, po enotah rangirana na energijski lestvici. Ja. In najnižje, ne boste verjeli, je močno čustvo sram. Marsikdo bi rekel, da mogoče žalost, strah, jeza, ampak ne, sram. Kaj pomeni to? Najnižje. Ja. Kaj pomeni to za našo delovanje? Naše delovanje, Kaj da nas je pomeni? sram. Tako. Sram je najnižje čustvo. Biti osramočen je hujše, kakor da te je strah ali pa da si ljubosumen ali pa biti jezen ali pa celo apatičen ali pa žalosten. Namreč sram izhaja lahko iz tega življenja ali pa iz prejšnjih življenj. Hočem povedati še to bistvo. Ljudje smo z namenom tle na zemlji inkarnirani, da se učimo čustev. In ne morajo verjeti, kaj se meni vse dogaja, sem žalosten, me strah, sem jezen, občutim krivdo, se počutiš krivga. Recimo, sram je bilo otrok, ki so bili presuhi, predebeli, preveliki, premajhni, zmerjali so jih sošolci, ali pa je komu šlo v hlače, ali pa se mu je karkoli. Ko smo bili mladi, smo zardevali, ne? Lahko je bilo katere sram, ki so ji prsi zrasle, zelo na hitro, pa so se sošolci norca delali z nje. Ne? Je zelo močno čustvo. Zelo močno čustvo je sram. Otrok je sram svojih staršev, ker so ali alkoholiki, ali nasilni, ali taki, ali drugačni. Ne? Sram je lahko, ponavljam, potlačeno čustvo iz otroštva, ali pa ni iz otroštva, je lahko iz prejšnjih življenj. Da je bil nekdo javno osramočen, včasih so jih, se spomnimo še z krutih filmov, res najbolj kruta stvar, da so mamice, recimo samohranilke, kot da je ona kriva, da je zanosila, ne, pa je, da morata biti za to dva, bila osramočena tako, da je nosila neko znamenje, tako da so jo kamenjali celo vse. Ljudi so obešali na sramotilni steber. In sram se lahko komu zgodi v tem življenju, zdaj v odrasli dobi. No, lahko tudi komu kaj podtikajo v službi, tudi to, da je kdo po krivici osramočen, ali pa naredi napako in jo vsi ovekovečijo. Lahko pa ponavljam, je sram kot čustvo, ki ga nosi duša iz prejšnjih inkarnacij in tle jaz. Ker duša nosi v bistvu spomin, ne? Iz prejšnjih življenj in nas ovira v tem življenju. Zelo ovira in nosi dobre stvari, talente, se naučimo neki rešiti, obvladamo neke poklice, hobije, nosi pa tudi te nizke čustve. Sram je najhujše čustvo, kolikor se lahko komu zgodi, ja, in tako naprej. No, potem imava negativne in pozitivna čustva in če gremo naprej, krivda, apatija, žalost, tudi to so močna čustva. Zelo močna čustva, zelo nizko vibracijo. Se pravi, krivda je drugo in poznam ljudi, ki so zelo normalni, ampak zaradi občutkov krivde iz tega in prejšnjih življenj se jim je sesul svet. Eni so na psihiatriji, drugi si poslužujejo naravnih zdravilcev. Krivdo nosi veliko ljudi, ki so preživeli že čas Atlantide, ker se počutijo krive za kolektivno slabo karmo, ker so, ali pa smo, če sem bila tudi zraven, sem nimam več krivde, jaz sem se to čistila, dopuščale temnim silam, da so vplivali na njihov in izgubili so pravo vero v Boga. No, potem je tu strah, jeza. Ja. Zdaj, to moram povedati, tlele grejo, recimo, če tole najnižje čustvo, potem je zmerom najmanj hudo. Najmanj hudo, niso ena slaba, ena dobra. Mi moramo vedeti, da je recimo jeza
že delno pozitivno čustvo, ki je nekje na sredini. Zdaj jaz bi rabila tako pisati v ravni vrsti, da bi rekla od najhujšega do najbolj tistega, kar vsi mi hočemo, razsvetljenje, ne? Od najnižjega čustva prideti do najvišjega, do razsvetljenja. In recimo, dosti ljudi čuti jezo, nekje na sredini. Ampak tukaj je zanimivo povedati, da kadar smo mi jezni, zakaj ni tako slabo to čustvo jeze? Zato, ker takrat, ko smo mi jezni, takrat imamo željo nekaj spremeniti, nekaj izboljšati. In to se je videlo v protestnih shodih, to se vidi v zakonskih razmerih. Se pravi, ko je nekdo jezen, ko mu do tle gor pride, reče, zdaj pa drugač nekaj spremenimo. In pol se spremeni na boljš ali pa se ne, ampak v vsakem primeru je boljš. Stremimo za boljšem, ne? In jeza nam pri tem pomaga. Me pa zanima, ali je jeza mogoče, ali pa ne vem, strah, želja, mogoče tisto čustvo, ki pomaga, da smo mi ljubljeni, recimo, je vezano na ljubezen, na pozitivno čustvo? Ne, dokaj ne. Se pravi, mi bi mogli vse to obvladati, zdaj ne pomeni obvladati, ampak razrešiti. Se pravi, ni me sram ničesar, ni me sram mojega poklica, mojega partnerja, recimo, jaz sem tudi malček čutila nek sram, predtem, ko sem začela z jasnovitko. To je bila prva stvar. Ampak bila sem dobra. In malo me je bilo sram, jaz se še spomnim moje prve TV oddaje, ko sem imela lasuljo. Takoj zjutro v trgovini, smo te videli včeraj na televiziji. Ja, ampak sem nekaj te rad vprašal, mi reče sosed, zakaj si pa ti imela tisto lasuljo? Zato, da me ti ne bi prepoznal. A dej nekaj, veš, da sem te prepoznal po glasu, je rekel. Se pravi, sram je bil tisti, ki je botroval temu, da si mislila, da te ljudi ne bodo spoznali. Ja, jaz sem zato dala lasuljo gor. Mislim, sram me je bilo, da ne bi kdo rekel mojim staršem, le s kakšnimi stvarmi se ona ukvarja, da me ne bi obsojali. Recimo, mene so obsojali, dosti ljudi so obsojali tudi čarovništva, zato se bojijo posegati po intuiciji, zato so to plat čisto odrezali. Prepričali so jih, da je celo priznala. To je bilo čisto klasično. Dosti žensk, ki imajo danes intuicijo, s tem se rodiš, s tem darom, glavno ko s posluhom, ko s drugimi, seveda se da tudi delati na tem, izboljšavati. In so bile osramočene in zažgane na grmadi, kako drugače, sankcionirane, ampak to je bil drug motiv. Motiv je bilo, da takim ženskam porežejo peruti, da ne bi bile boljše od cerkve, inkvizicijo je katoliška cerkev organizirala. In dosti ljudi nosi to krivdo še iz prejšnjih inkarnacij, to krivdo, to nizko energijo. Se pravi, to je najhujše. Zdaj pa to, kar sem vprašala, če je človek preveč žalosten, takrat, ko žaluješ za bivšim partnerjem, ne moreš iskati nove ljubezni, ker žalost te dela, da si takle, in energija žalosti ne privlači ljubezni. Se pravi, je treba opraviti z žalostjo, da lahko spustiš ljubezen v svoje življenje. Kaj pa recimo te negativna čustva, ne? In če duša nosi ta spomin, v bistvu nas v tem življenju lahko ovira pri napredku, pri izobilju na področju partnerstva in tako naprej. Zelo ovira. Kako lahko pri tem, Aleksandra, ti pomagaš ljudem? Ja, jaz tem pomagam. Najlažje, najhitreje gre z regresoterapijo. To je regresija, ki je terapevtska vrsta regresija, ni za radovednost, in uporabljam hipnozo za to, da peljem nekoga v regresijo. Tam odklopim njegov razum, tam odklopim način, da ne more več ego se vmešavati toliko, umaknem ego, umaknem razum in spregovori duša. Rečem dobesedno, da duša govori, in takrat človek iz sebe nekaj bruha in takrat očisti prejšnja življenja. In jaz mu tudi
pomagam to očistiti, ustavim noter sublimalna sporočila, da se to zapre, da se to očisti, da se to zapre. Tako da zdaj recimo, jaz sem imela to srečo, da sem tale občutek sramu premagala, sem rekla, ma se to je brez veze, se z tega ne rabim. Če kdo upa zamahati z roko in sam sebi reči, ma ta žalost, dost imam, nič ne bom rešil, lahko žaluješ za nekom, ki je odšel v drug svet, ki je odšel, ne vem, če smo ženske, naš partner k drugi ženski, lahko žaluješ za njim, kolikor hočeš, nič ti ne bo boljš. Je treba reči tudi stop tega, ne rabim, ne rešim nič, solze ne operejo, samo ustvarjajo lahko novo žalost in stalno si ujet v žalost. Se pravi, moraš, če upa človek reči, stop moja žalost, ne rabim te, nič mi ne pomagaš, nič mi ni boljše, ne bo konc. In isto je strahu. Opredeliš vse, recimo v šoli nas je bilo verjetno strah, če nismo znali. Se pravi, dejstvo je, da se gremo mi dobro pripraviti, naučiti, pa nas ni strah. Dejstvo je, da na koncu se le vprašaš, če se te je straha, je to življenjsko pomembno. Gre ženska na razgovor za delovno mesto in jo je ful strah. Ja, ampak če se te strah, draga, sej ti že imaš službo, ti bi rada sam menjala, sej ne boš zgubila ničesar. Se pravi, pejdi na razgovor, ne rabi te biti strah, začuti sebe v najboljši luči. In tako da sva vadile, to je bila kolegica, celo tako ena na ena, ok, zdaj sem jaz tvoj delodajalec, zdaj te bom vprašala, v čem si ti boljša od tvojih predhodnic? Jaz mislim, da, ok, ne bo šlo, če delovno mesto tajnice. Ne, se pravi, povej mi lepo, gladko, brez, joj, se vem, kje bi mogla. No, se bo šlo, pa dajmo vaditi. Predstavi se tako, da začutim jaz, da si ti boljša od 10 drugih, če jih pride 10 na razgovor. No, vidiš, zdaj ti je pa dobro šlo. Zdaj sem jaz realno povedala, kaj ni šlo dobro, mislim, da bi zmogla, ampak ne tako s tako negotovostjo. Z veseljem bom to opravila, z veseljem bom šla še na dodatno usposabljanje, kolikor boste želeli. Rade volje bi, vesela sem, da imam sploh priložnost zdaj biti na tem. Se pravi, da na nek način premagamo strah, žalost. Se soočimo realno, razumsko in rečemo, ne grejo stran, ampak da grejo stran ne pomaga lagati, pejdi stran. Bolj ko nekaj odganjaš stran, bolj se te drži. Se pravi, v tem primeru tudi jeza. Jeza, recimo, nas so učili, da jeza traja 3 minute. 3 minute si jezen, karkoli se ti zgodi, nekdo ti zaparkira avto, ne moreš ven. Spravi, da počakaš? Ja, 3 minute moraš znati. Mine in doma z možem. Drugače razmišljaš. Ja, doma z možem ne gre skočiti v lase. 3 minute počakaš, premisliš, in po 3 minutah mora tudi jeza stran. Ne rabiš še vzgajati. Vse drugo je, kot da bi zalival plevel, rase, se bohoti. In tako da jezen 3 minute. 3 minute je, tudi žalost, žalovanje. 6 mesecev so rekli, če je res nekdo, ki ga imaš blizu in ostalo pa moraš spremeniti okolje, potruditi se, najdeti način, da nehaš razmišljati o tem. Se pravi, ne prej si pomagaš sam, tako kot si naštela z vsemi temi pripomočki, da se pogovori samim seboj. Če pa to ne gre, pa še vseeno ljudje se lahko obrnejo na te, lahko pridejo na regresoterapije, kjer je pomembna samo resnica, kjer ego nima prostora. Ego se umakne, ga umaknemo. Kjer dejansko duša spregovori in govori resnico in vsi tisti, ki bi radi občutili moč njihove duše, se lahko obrnejo na te, na mail vizionar alexandra.vizionar@gmail.com. Zanima me regresoterapija, nič drugega, ne drame, ker itak bomo se pogovarjali tam. Tako da dosti meni, recimo meni, zdaj nekaj je tlele, dosti ljudi se počuti tudi krivo, ker dobro zaslužijo, ker imajo lepo službo, ampak se ne bi bilo treba. V primerjavi z upokojenci, ki so
februarju imeli štrajk, tako da februar bo res poln, od upokojencev do zdravstvenega osebja in še gasilci so nezadovoljni. Se pravi, dosti ljudi jih je primila jeza, jeza, Nezadovoljstvo in hkrati jeza, strah. Jeza, ja, strah, kaj bo, če ne bom urgiral. Se pravi, strah, kam peljemo, če bomo tiho. Jeza pa sploh. In tudi ponos, recimo, pogum, tle smo že na neutralnih čustvih. Mislim, vsaka nosi zametek slabega in dobrega. Pogum tudi zahteva, mislim, biti pogumen tudi ni enostavno. Tako da vsem tem ljudem, ki nimajo prihodkov, bom dala možnost, da mi plačajo v energiji izjave zadovoljne stranke. Se pravi, da je delno plačilo, kompenzacija, regresoterapije, se pravi, namesto da ti plača vse v gotovini, lahko damo znesek na pol in dovoli objavo izjave zadovoljne stranke ali pa objavo posnetka za druge. Tako da eni bojo rekli, ja super, jaz čez lahko. Dejansko bo pa človek zanimiv, ker ne snemam, ne dam v javnost, kaj se mu zdajle dogaja, ampak kaj ima tisto iz prejšnjih življenj za prečistiti. Ljudje so res zanimivi, ko gledaš njihova prejšnja življenja. Sploh si nisem v življenju mislila, da toliko nosijo še zdajle s sabo ali pa da nosimo. In kako pride potem človek do razsvetljenja? To je pa najvišje pozitivno čustveno stanje. Ja, zdaj vsi si želimo biti razsvetljeni in zato smo se rodili, da bomo dočakali nekoč razsvetljenje, ker to pomeni, da se nam pol ni treba več inkarnirati, pol ne rabimo več biti v telesu, živimo večno blaženo stanje tam gor, se pravi, ni se treba več inkarnirati, lahko pa se na svojo željo, da bi pomagali drugim, da bi vodili druge ljudi, kako so to naredili, saj Baba, Jezus Kristus, Buda se je razsvetlil, vemo ravno, da je Buda pri Siddharta doživel razsvetljenje. Prav od takrat v tistem obdobju, ko je šel čez tele skrajnosti, od bogatstva do revščine in pol prišel do tega, neka zlata sredina, da je najboljš. Pa potrebuje človek tudi negativna ta čustva, da pride do ne potrebujemo jih. razsvetljenja? Ne potrebujemo jih, rabimo jih ne, fajn nam ni, samo rabimo jih predelati. To je najbolj pomembno, da ti negativna čustva predelaš in se sooči z njimi in greš v bistvu. Ljudje mislijo, one dve sta pogumne, ker sta tlele, se pravi, tudi pogum je šele tlele, smo pogumni, ker smo v javnosti, v medijih, to je pogum, ampak pogum je šele na sredini. Mnogo ljudi ni pogumnih, se bojijo javnih nastopov. Rabili bi se opogumiti, Da vidiš, nekako moraš izbrati nek pogum, da vidiš, kako je to, če si nekaj želiš. Ja, rabiš biti toliko pogumen, da si upaš povedati, da si to želiš. Zdaj niso vsi ljudje, da bi si to želeli. Če si ne želiš, pol ne siliti v nekaj, kar si ne želiš. Nihče te ne sili. Nismo vsi glasbeniki, nismo vsi umetniki, nismo vsi medijske osebe. To je dejstvo. Ampak bodi pogumen, če si želiš biti mama, starš recimo, če si želiš imeti novo hišo, če si želiš imeti koncert, moraš si potruditi biti opogumen, opogumiti se. Opogumiš se pa najlažje tako, da začneš z majhnimi koraki, tako kot v voda, se naskočiš v ocean, se sred oceana učiš plavati. Jaz jim rečem mojim tečajnikom, pejte, vsako stvar začne tako, kako plavaš, ta prvo greš tako nizke vode, sam do kolen, pa mal naprej, dokler te fajn, pa do pasu, pa navad se biti v tistih vodah,
tistih vodah probi plavati, le kadarkoli lahko stopiš na noge. Se pravi, če bi se govorili o medijskih, o javnih nastopih, se toliko ljudi želi, recimo hipnoze, da bi bili korajžni, da bi rekli, wow, jaz bi pa tudi rad bil v medijih, pa sem tako sramežljiv, pa si ne upam. Bi rekla, pač poskusite se doma posnet, naredite na mobitel svoj prvi predstavitveni video in če se ti vmes kaj po nesreči, da zvrneš od nervoze kakšen kozarc, lahko to izrežeš, se ne gre v živo, se ne gre ven, ne boš se osramotil pred celo Slovenijo ali pa širšo javnostjo. Tako da, ja, negativna čustva, pozitivna čustva, skratka čustva, ki nam lahko v življenju prinesejo marsikaj lepega, pa tudi marsikaj slabega. In dušni zapis nosi seboj, tako kot si rekla, tudi pozitivne in negativne stvari, s tem, da vsi tisti, ki imajo kakšne negativne stvari, ki jim otežujejo življenje, lahko poiščajo pot do tebe. Če ne morejo sami razrešiti, če ne morejo sami razrešiti, če ne morejo se rešiti. Se pravi, pravijo, da z mentorjem gre hitreje. Sej vsak se lahko sam nauči plavati, plesati, ampak ponavadi traja dlje časa. Tako da, če kdo čuti vse preveliko krivdo, preveliko žalost, prevelik strah, ne more niti razumno lahko funkcionirati. Recimo, če preveč tega, ko je preveč teme, je premalo svetlobe, ali pa obratno. Če je dosti svetlobe, ko enkrat čutiš res ljubezen, takrat ne čutiš nič od tega. Nič pred tem ne čutiš, ko čutiš resnično ljubezen. To ne pomeni, da rečeš, ja, imam rad vse ljudi, skregan si pa s svojim možem ali pa partnerjem. Ne moreš imeti ti rad celo vas ljudi, vsem plačati v gostilni za 5, doma biti pa skregan s svojo ženo. Ni to tista ljubezen. Ljubezen je tudi, da je mir. Ljubezen predstavlja kot čustvo mir, radost, predstavlja blaženost. Neko zadovoljstvo v sebi. Ljudje, razsvetljeni modreci, se pravi, mi se lahko trudimo, da smo razsvetljeni, kakšno uro v tednu ali pa danu, 2, 3 lahko dosežemo razsvetljenje. Recimo, jaz sem pač dosti teh programov razsvetljenja delala in čutiš razsvetljenje. Lahko traja 3-4 dni, ampak pol, ko prideš spet v nek realni svet, ki še ni telo navajeno, da bo 24 ur na dan, 7 dni v tednu v stanju tega razsvetljenja, se pravi, nas na zemlji motivira na eni strani obilje, ampak pomanjkanje. Tudi strah pred pomanjkanjem nas motivira, da gremo v obilje. Skratka, Aleksandra, je temu treba še kaj dodati? Bi rada dodala še kaj? Ja, ne pozabite vsi, ki ste v socialni stiski, napište mi, imam omejeno število možnosti ljudi, ali ste to upokojenci, ali ste to iztrošeno zdravstveno osebje, ali ste to mamica samohranilka ali pa oče samohranilc. Poznam tudi nekaj očetov, ki so vdovi ali pa so otroci bili njim, 3 očka s 3 otroki, tako da ne bi delala tlele razlike v spolih. Če je kdorkoli zelo čustveno na tleh in da rabi pomoč, pač ni nujno, da plača polno ceno mojega dela, pač lahko tudi delno kompenzacijo z tem, da pač da izjavo zadovoljne stranke in pač, ali pa da dovoli, da mu ena od mojih tečajnic, ki se še uči, naredi to po nižji ceni. Se pravi, jaz imam že dosti svojih učencev, ki bojo širili moje delo, ampak ker rabijo za vajo, pač zaenkrat še računajo po nižji ceni. So pa zelo pridne in dobro usposobljene. In tudi zelo dobre. Ja, zelo dobre. Dragi moji, hvala lepa, ker ste bili z nami. Kot je Aleksandra povedala, danes imate odlično priložnost, da se obrnete na njo preko maila aleksandra.vizionar. Se ogledajo tudi spletno stran ongarden.si. Tako, sigurno,
Skratka, na vseh socialnih omrežjih Ja. je Aleksandra prisotna, predstavlja svoja dela in pa tudi knjige, je avtorica 4 knjig. Skratka, Aleksandra, vedno se te lahko dobi, vedno si pripravljena. Mojster za čustva. Mojster za čustva in še za marsikaj. Skratka, najprej si morate pomagati sami, sicer pa lahko pristopite na tak način tudi do naše goste Aleksandre Winkler-Drole. Ne bo vam žal in pa zadovoljstvo bo oboje stransko. Hvala lepa še enkrat za pozornost, hvala, ker nas priporočate vašim prijateljem, sorodnikom in pa hvala, ker boste z nama tudi prihodnjič. Prihodnič. Srečno! Hvala.